Obiranje pomaranč se morda sliši kot eno najpreprostejših del v kmetijstvu, vendar je za kmete to milijardni problem. Ocenjuje se, da je trg za obiranje pomaranč in limon vreden približno $1 milijardo na leto, s potencialno poslovno priložnostjo okoli $10 milijard v naslednjih desetletjih. Zdaj izraelsko podjetje stavi na to, da bi lahko roboti opravljali obiranje s pomočjo umetne inteligence, računalniškega vida in robotskih rok, ki prepoznajo in obirajo sadje neposredno z drevesa. Za več informacij se mi zdaj pridružuje Izak Mazur, izvršni direktor in ustanovitelj podjetja Nanovel. Pozdravljeni, Izak, hvala, da ste se mi pridružili. Pozdravljeni. To mora biti prava nočna mora za robota, da pobira te pomaranče. Ker kako robot sploh ve, da je sadež zrel? Kje se nahaja? Kako to naredite? No, najprej ne pritožuje se. Opravi delo tako, kot je bil naučen. Pravzaprav ga naučimo opravljati delo in mu pomagamo pri tem z ustrezno zasnovo. In dejansko uporablja več tehnologij. Ena je umetna inteligenca, seveda, umetna inteligenca, ki so njegove oči in možgani. Vidi sadje in ga vidi tako, kot ga vidi narava. Zato tudi, če je drevo zelo gosto in ima gosto listje, še vedno lahko svetloba prodre noter. Torej, če lahko svetloba prodre, lahko tudi mi to vidimo. In vidimo sadje, ga lociramo, preslikamo njegovo okolico in skrbno načrtujemo, kako se mu približati, kako ga prijeti in kako ga ločiti, kako ga odrezati. Kako pa se to primerja s človeškim delavcem? Ne moremo res primerjati 1 na 1. Kar primerjamo je strošek na kilogram. Koliko na koncu plačate za obiranje. In mi smo približno 30% cenejši, a še pomembneje je, da smo vedno pripravljeni na delo. Delavci pa niso. Delavci so konkurenca, veste, jih je vedno manj, cene pa rastejo. Robot bo vedno pripravljen na vaš ukaz. To je velika prednost. Poleg stroškov, to je tisto, kar pridelovalci iščejo. Je sposobnost načrtovanja in zanašanja na nekaj, kar ni vsak dan izpostavljeno hudi konkurenci. Kaj pa to, da se zdaj osredotočate na agrume, kot so pomaranče? Zakaj prav te vrste sadja? In ali želite ali pa se pripravljate, da bi se podali tudi na druge vrste sadja ali zelenjave? Odgovor je preprosto da. Daljši odgovor je, da so pomaranče tisto, čemur pravimo nizko viseče sadje. So velike, zelo opazne in jih je za človeka težko pobrati. Za robota pa ni težav. Zato je tukaj naš prispevek oziroma vstopna točka najboljša. In seveda kmalu zatem razširimo delo tudi izven citrusov na katerokoli sadje, ki zahteva zelo previdno rezanje in je občutljivo na kakršnokoli poškodbo. Kajti, če poškodujete sadje, je za odpad. Veste, zavržete celoten pridelek. Torej, koščičasto sadje, avokado, mango, vse to bomo postopoma dosegli. Kaj pa to, da ste pravkar prejeli evropsko potrditev zaupanja? Nam lahko kaj poveste o tem? To je za nas velik dosežek. Glede na možnosti, veste, 1:50. In mislim, da je bilo to veliko priznanje in spoštovanje do naše tehnologije, našo vrednost za skupnost, našo vrednost za pridelovalce in naše sposobnosti izvedbe kot zelo izkušeni ljudje. Sem resen podjetnik. Zgradil sem podjetje za investicijsko opremo v polprevodniški industriji. Pravzaprav na zelo drugačnem trgu. Vendar je izkušnja še vedno dragocena za to, da zgradimo organizacijo za servisiranje investicijske opreme po vsem svetu.